Same, lepo pozdravljene. Danes sem na Zoom kavico povabila Anjo Kikl, ki je usposobljena prehranska svetovalka in coachinja, predvsem pa mentorica za ženske. Povabila sem jo predvsem zato, ker se res ukvarja z menstrualnim ciklom kot celoto in pa samo prehrano. Zato se že veselim pogovora, no, zares. Kdor pa mene še ne pozna, no, jaz sem pa Mateja Kalin in sem mama prve slovenske menstrualne skodelice Lalikap. Izgleda takole nekako in ni nič bav. Moja vizija je pa ženskam predstaviti res lepši svet skozi vse menstrualne rešitve, ne? In obenem imeti tisti brezskrben in te zdrave vse dni v letu, zares, ne? Zato ustvarjam razne vsebine, ker mi ni vseeno, da imamo ženske pač probleme med menstruacijo, pa si jih kar tako malo, saj je v redu, a ne? In te vsebine naj bi podpirale pač našo vizijo, a ne, ta brezskrbnost in opolnomočenje žensk res na čisto vsakem nivoju. Tako da poleg Lalikapa imamo pa seveda vse ostale alternative, ki so tudi trajnostne alternative med menstruacijo, seveda, da je vse na enem mestu. S tem pa, da res vsaka lahko najde svojo najboljšo in idealno menstrualno rešitev kot produkt, ne? Medtem pa seveda moramo gledati tudi na to, kako si pomagamo s prehrano, z PMS-ji, z opolnomočenjem na to, da smo pač ženske, a ne? In da smo super v vseh 4 ciklih, ki jih imamo, v 4 fazah cikla. Tako da, Anja, hvala, ker si danes z nami, ne? In meni se zdi to zelo res pomembna tema, tako da jo moramo nasloviti in da pomagamo ženskam res do boljšega počutja, do boljšega življenja in brezskrbnosti, a ne, na koncu koncev. Tako da ja, jaz sem že malo pogledala, kako pa kaj, a ne, in si se sama tudi soočala z raznimi težavami in z menstrualnim ciklom, tako da bi na začetku bi te vprašala, kako je v bistvu tvoja osebna zgodba vplivala in pa oblikovala tvojo pot, v bistvu. Ja, jaz sem imela bolj težave kot sam menstrualni ciklus s prehrano. A se me v redu sliši? Majčkeno bolj na glas. Sedaj. Ker imam slušalke v ušesih, pa lahko dam tudi, da jih nimam, če bo boljše. Bom poskusila. Ali pa mogoče tisto, ki imaš za slušalko tole, da daš majčkeno bolj blizu. Ne, nič ne so. Okay. Tako, zdaj pa imam izklopljene. Se v redu sliši? Boljš, mislim, da je boljš. Boljš, ok. No, v glavnem, jaz nisem imela toliko težav s samo menstruacijo, razen boleče menstruacije, kot pa s tem, da sem imela težave s prehrano. To pomeni, ker sem jemala kontracepcijske tabletke, tako v tistem letu, ko sem jih jemala, sem se zredila 20 kilogramov in potem so se začele te težave z izgubo telesne teže. Prešla sem tudi v prenajedanje oziroma neješčost, teda sem vse skrajnosti teh telesne teže izkusila. No, sedaj pa sem že nekaj let, mislim, da bo zdaj 10 let, če ne več, na neki stabilni telesni teži. Ja. V bistvu se je vse skupaj na tak način začelo, ker sem začela tu samo prehrano raziskovati. Jaz sem če grem raziskovati, grem globoko v znanost. In takrat sem začela odkrivati, nekaj je tudi na menstrualnem ciklu, ne, in šla globoko v to. Potem pa so začele prve stranke hoditi, ki so imele sindrom policističnih jajčnikov in sem se začela osredotočati tudi ogromno na to težavo in sem zdaj skozi leta oblikovala ogromno znanja v tej smeri, pa tudi program z lanskim letom Moj PCOS. Za vse ženske, ki imajo sindrom policističnih jajčnikov, za vse ostale pa je prehranski coaching, prehransko svetovanje, blogi, ogromno teh brezplačnih vsebin je na blogih, na spletni strani, pa tudi na Instagramu, kjer sem sicer zadnje čase zelo malo aktivna. Okay.
Kaj pa, recimo, zdaj osredotočala si se na policistniške jajčnike, ampak celoten menstrualni cikel, ki je pač čez vse faze, je tudi zelo pomemben, kako se seveda prehranjujemo. Sploh pa me najbolj zanima, če mogoče znaš kakšno tako dobro taktiko pri PMS-ju, recimo. Namreč, Ogromno. naprimer, PMS je zelo, zelo obširen. Meni, na primer, se mi pa zgodi, da se me blazno napenja, na primer, ne. In sem probala že vsega boga, čisto vse, tudi prehranska dopolnila in tako naprej, je pa res, da zelo rada jem zelenjavo, a ne. In mogoče je tudi to problem, ampak a je kakšna caka? Ja, za v bistvu PMS imam tudi en brezplačen mini programček. Pa sicer je tako, ne, čez cel menstrualni cikel moramo ugotavljati, kaj nam v katerem delu paše, ker smo si ženske močno različne, ne. Nekatere imajo težave pred menstruacijo, nekatere ne, nekatere imajo bolj okoli ovulacije. Zelo smo si različne, ne. Če gledamo sam PMS, torej predmenstrualni sindrom, to je lahko kombinacija različnih stvari, od razpoloženjskih nihanj, bolečih prsi, bolečih menstruacij, težave s prebavo. Tudi je zelo pogosto, da recimo tik pred menstruacijo nam imunski sistem pade, ko padejo hormoni, in takrat marsikatera ženska ali zboli, ali ima recimo glavobole, migrene, ne? Ali pa čez recimo okoli ovulacije. Nekatere ženske so zelo občutljive, pa en tak mini PMS tudi v času ovulacije. Ne? In zato je zelo pomembno, da se ženska spremlja, opazuje, če se ji neke stvari redno ponavljajo, torej neke vzorce, da spremlja. Torej, če prihaja do neke napenjanja, napihnjenosti, je glavna stvar, da torej pomislimo, kaj se dogaja z želodcem, črevesjem, kakšna je prebava, ne? In tukaj recimo prva stvar je, če se stavimo pri želodcu, ali imamo dovolj želodčne kisline ali je premalo, ne? Ker vemo, da dovolj visoka želodčna kislina pobije te naše neželene mikrobe, pa tudi boljša absorpcija hranilje. Potem, če gremo na črevesje, kaj se dogaja čez tanko in debelo črevo. Recimo za tanko črevo so včasih pravili, da nima nobenih mikrobov, pa vemo, da jih ima, samo veliko manj kot pa debelo črevo. V tankem črevesu večinoma poteka torej ta absorpcija, ne. Torej, ampak tisto debelo črevo je pa ta del, ko bi mi rekli, ok, zdaj, kaj se dogaja, da prihaja do nekega napenjanja, ne. In tukaj spodbujamo, kar se tiče prehrane, da se uživa čim več fermentiranih živil. To pomeni, da vsak dan vsaj eno porcijo fermentiranih, ali je to kislo zelje, kombuča, kefir, kislo mleko, karkoli v tej smeri, ne. Torej, ja, saj je dobro za črevesje, da mi jemo raznoliko, barvito zelenjavo, ampak nekaterim ne odgovarja tega v veliki meri, no. Ja, tako da se je pomembno opazovati, koliko nam paše, kje je tisti naš baseline ogljikovih hidratov iz tega vidika. Ker mene tudi pol te kombuče, pa to me kar še bolj v bistvu napihnejo. Moram zelo paziti, sploh pa kislo zelje, to je še takoj, ne. Ja, moram kar paziti, ja. Če se to dogaja, potem je dobro, da se malo po malo uvaja. To pomeni ne večjo količino naenkrat, ampak mogoče 1 žlica, 2 žlici, tako postopoma, ne. Sicer so še tudi razne te, kako bi rekli, bolezenska stanja, kot je razdražljivo črevesje in podobno, ker so pa lahko te problematične, zato je treba pa človeka vzeti kot individuum, pa potem videti, ok, kaj njemu specifično odgovarja. Se pravi, ti povezuješ te prehrano z menstrualnim ciklusom, a ne, kot takim, in pa zakaj je v bistvu pomembno, da se to skupaj, a ne, prilagajamo v bistvu tem fazam cikla? Ja, zdaj prilagajanje samo po sebi ni nujno potrebno. Kot pravim, smo si ženske ful različne in nekaterim bo zelo odgovarjalo, če imajo, ne vem, neredne menstruacije ali pa ne neredne menstruacije, pač zelo boleče menstruacije, težave z samo menstruacijo, ne, da si mogoče deloma prilagodijo na tak način, da se vsaj v tistem času pred menstruacijo ne preveč, telesa ne preveč dajo pod nek stres dodaten, ne.
To pomeni, da mogoče čisto malo zmanjšajo intenzivnost kakih treningov, intenzivnost pri njihovem delu, službenem odnosi, ne, da pazijo, da je čim več spanca. Torej, mi vemo, da pred menstruacijo rabimo vsaj 1 uro spanca še zraven in če tega ne dobimo, lahko to močno vpliva na našo prebavo, ne, se takrat poslabša, pa tudi poviša apetit, ne, to je vse kot posledica tega. No, kje sem zdaj ostala? V glavnem, ja, ženske smo si močno različne pri tem. Ja, in moramo biti v vsakem koraku, moramo biti pridne, ne? Pri spanju, pri stresu, pri prehrani. Mater, veliko imamo dela, če tako gledamo, ne? Jaz sem, ko se enkrat naučimo prepoznavati svoje vzorce, takrat je vedno lažje. Moramo pa res dati neko delo od začetka noter, da si postavimo prioritete, da se začnemo opazovati, da ne bežimo stran od sebe v, ne vem, social media, v televizijo, v kakšne kontakte z ljudmi, ker moramo tudi sebe se naučiti poslušati. Ne, in vidimo pač, da v našem svetu je problem, ker ljudje bežimo sami pred sabo in se ne naučimo sebe poslušati, prepoznavati teh nekih znakov, ne. In potem pride do težav. Nekateri recimo pravijo, da je maternica, da se nakopiči neki stres, ne. To so zdaj sicer ne vem, ni ravno znanstveno to potrjeno, kako bi temu rekli, ampak če gledamo čisto realno, saj vemo, zakrčenost, pa kdaj imamo več bolečih menstruacij, ko smo bolj pod stresom, ko premalo spimo. In vse večji stres, premalo spanca lahko vodi seveda tudi v večje prenajedanje, poseganje bolj po nezdravi hrani, ne, sladki hrani. Sicer to ni velika problematika, če mi, ne vem, tega ne delamo na dnevni bazi, ampak se hitro zaciklamo, ne, če nam nekaj ni prioriteta, pa ni življenjski slog. Ne, in vzamemo mogoče zdravo prehrano kot nekaj nujnega ali pa kot hujšanje, ki v bistvu ni. Ja, kaj bi pa recimo, a ne, ponavadi pridejo punce k tebi in imajo težave, sploh recimo večinoma verjetno PCS, a ne. Kaj je v bistvu tista prva stvar, tista prva stvar, ki ponavadi predlagaš, da spremeni v prehrani, a ne, ali pa da naredi, prva domača naloga, bom rekla. To, kot pravim, je čisto odvisno od posameznice, ampak najprej torej poiščemo njeno, kako bi rekla, ne ravno najbolj šibko točko, ampak kaj ona najlažje spremeni. Ne? To pomeni, ali čuti, da lahko najlažje spremeni najprej spanec, če ima to neuravnoteženo, gremo prvo na to. Če vidi, da lahko najprej gibanje, kaj spremeni, damo to. Če prehrano, seveda ciljamo na to. Če pa ona vidi, pa pri sebi prepozna, lahko bi spremenila to, da bi začela manj telefon uporabljati, pa več dihalnih vaj izvajati, mogoče kako meditacijo, da se umirja živčni sistem. Delamo na tem, zato ker ko ti najdeš čisto prvi korak, ti potem pomaga tudi druge korake lažje izvajati. Torej potem, recimo, če se osredotočim na prehrano, najprej seveda, da ima čez dan razporejene tiste svoje redne obroke, koliko jih pač želi imeti, v nekih rednih časih, če le gre. Pa k vsem obrokom, da so pravilno sestavljeni, dovolj beljakovin, ne, ta naš prehranski krožnik, na primer, ne, pa odvisno tudi na prehranske cilje. Vlaknin v obliki barvite zelenjave, stročnic, teh žitaric, kakorkoli, ne. V bistvu da res dodaja barve in raznolikost pri vseh obrokih. Teda to sta tista ključna 2 stvari, ki ponavadi jih izpuščamo. Ponavadi ne delajo toliko problemov kakšni ogljikovi hidrati ali pa maščobe, razen če ženska ima hipotalamično amenorejo, takrat to pomeni, da ima izostanek menstruacije zaradi premalega hranilnega vnosa. Ne, takrat velikokrat prihaja do težav, da ni dovolj maščob pa ogljikovih hidratov. Sicer v splošnem večina žensk pa s tem, da ima premalo beljakovin, pa premalo barvito prehrano. Torej na dnevni bazi se priporoča vsaj 4-7 skodelic zelenjave, ne. Tako da malo kdo to dosega. Da se posluša samo sebe, ne, verjetno, tisto, kar njej paše dejansko.
sploh če je raznoliko, a ne. Mhm. To, Ja. če sem prav razumela, ti v bistvu imaš ta 7 stebrov ženskega zdravja in če sem prav razumela, je to prehrana, gibanje, so to te stebri, a ne, da mora biti vse v ravnovesju in vse mora pravilno stati, da dejansko lahko tudi ženska dobro stoji, a ne. A sem prav to razumela? Ja, v bistvu ideja za tem je, da poskušamo optimizirati žensko zdravje, ne? Da potem on občuti, kdaj se najboljše počuti in da se ji uredi tudi sam menstrualni cikel pa prebava. Ne? In tudi pač potem mentalno stanje posledično. Ker predvsem delam na tem, ko ženske želijo zanositi, ne? Mi želimo res optimizirati zdravje, koliko pač le gre, da lahko pride do uspešne in zdrave zanositve. Sicer pa je, kakor vemo v življenju, težko imeti vse popolno, vse v ravnovesju, tako da vedno bojo obdobja življenja, ko bo ena stvar prioritetna nad drugo in je to čisto ok. Samo moramo pri sebi prepoznavati, do kakšne meje lahko gremo, da ne vpliva negativno na nas, na naše zdravje, ne. To pomeni, lahko je kako obdobje, tako ga imam zdaj jaz, ko je veliko malo telovadbe, ne. Ampak pač čutim, da zdaj trenutno še ne negativno vpliva na mene in se osredotočam na druge stvari, bo pa prišlo obdobje, ko bom dala še večji poudarek na gibanje, mogoče čez poletje, in bo mogoče kakšna druga stvar rahlo v ozadju, ne. Ampak to se moramo naučiti se prepoznavati, če mi želimo zdrav menstrualni cikel, pa tudi zdravo telo. Ja, kako pa poteka, recimo, če bi jaz prišla k tebi, pa ne, na to bi imela pač težave, bi razbrala težave in bi se odločila za delo s tabo. Kako to poteka? Je to, pridem k tebi za več ur, pa mi da to vse poskenirava in razmišljava, mislim, a je to nek pogovor, a ne, malo nam razloži, ja, kako to poteka. Ja, ponavadi je prvo uvodno srečanje, ki je brezplačno, toliko da se jaz pa stranka spoznava. To pomeni, da jaz vprašam, ponavadi 3/4 ure traja, da res izprašam vse, kaj želim vedeti, celotno ozadje. Zdravstveno, prehrana, spanec, vse. In ko jaz to vem, se midve pogovorima, a je dovolj enkratno svetovanje, ali bi midve naredile coaching, kar pomeni, da je 4 srečanja ali več. Ne? V bistvu, če se odločimo potem za več srečanj, se vedno znova, ko se dobima, delamo na eni težavi in raziskujemo, kaj bi lahko pomagalo prestaviti eno stopničko višje. Ne? Enkrat bo to ena stvar, drugič bo druga, ampak vedno stopnjujemo stvari počasi, da ne spreminjamo vse naenkrat, ker vemo, da ta pristop vse ali nič ponavadi pogrnemo, ne. Nas zanima tista dolgotrajna, dosledna rešitev, to pomeni korak za korakom, ne. In to je čisto individualno, kateri prvi korak izberemo, recimo midve, bo čisto nekaj tretjega lahko za drugo žensko, ne. Kot pravim, lahko mogoče mi začnemo prvo delati na tej prebavi oziroma PMS-u in začnemo, okej, prvo bo mogoče prehrana. In te jaz vprašam, kje vidiš ti svoje izzive pri prehrani in kaj bi najlažje spremenila, da najlažje, ampak hkrati, da bi bilo dovolj velika sprememba za naprej, ne. In potem, ko mi počasi stopnjujemo, opažamo, da je vedno večja motivacija, vedno boljše počutje in zelo lahko je slediti temu napredku, ne. Pa tudi dolgoročen je, to je moj cilj, da ni samo nekaj za en mesec, ampak je dolgoročno za celo življenje potem. To je tudi recimo, če bi imela prekomerno težo, pa bi prišla se v bistvu počasi uvajati na to, da po majhnih korakih narediš velike spremembe lahko. Zares, razumem. Ja, ker sploh pri telesni teži, če ti hočeš izgubiti za vedno tiste kilograme, pravijo, da moraš vsaj 7 let držati neko težo, preden lahko rečeš, da si dejansko shujšal. Ne, ker se dogaja ta jojo efekt, ko mi izgubimo par kilogramov, pol pa kar hitro začnemo spet dobivati nazaj. To pa zato, ker ne gradimo nekega življenjskega sloga, ampak delamo na dieti, ki pač pride in gre. Ko pa mi zgradimo nekaj življenjski slog, ampak to mora res se ženska odločiti, da si to želi, ker sicer ne bo šlo, potem to je dolgoročno, ne. Ja. Omenjaš tudi, kako resetirati
hormonski sistem. To nekje omenjaš, pa me to malo tudi zanima, ne? Kako se lahko tega lotiš že danes, kako resetiraš v bistvu hormonski sistem, kako si lahko v bistvu pomagaš pri tem, ne? Ok, zdaj, tukaj je recimo lahko več različnih primerov, če bi pogledala recimo, zdaj, če se osredotočim na različne primere. Imamo žensko s PCOS, na primer, ne? Kaj bi pomenilo resetirati hormonski sistem, je to, da si uredi menstrualni cikel, ne? Na način, da začnemo delati na teh raznih temeljih. Ponavadi so zraven, sploh pri PCOS, tudi kakšna prehranska dopolnila, kot je inositol, zaradi tega, ker to pozitivno vpliva na presnovo glukoze, ki je en izmed glavnih voditeljev pri simptomih sindroma policistичnih jajčnikov, ne? In ko mi začnemo s prehrano podpirati njen hormonski sistem iz vidika, kaj ji manj krvni sladkor dvigne, kaj jo poteši, da ni konstantno sita, lačna ali pa napihnjena, ne? Se začne tudi, ko se začne boljše počutiti, da jo podpre pri tem, se ji začne urejati tudi menstrualni cikel. Pogosto je pri PCOS, da ni rednih menstruacij, ne? In potem preko tega procesa pride do bolj rednih menstruacij, oziroma če prej ni bilo ovulacij, ki so predpogoj, da bo menstruacija sploh nastopila, ne? Prihaja potem vedno pogosteje do ovulacij, ne? Torej, ne vem, preprost primer je to, da začnemo najprej, ponavadi imajo ženske, ki pridejo k meni, prehrano kar razmetano tako skozi dan, dosti je tudi prigrizkov, ne? In začnemo, okej, imej raje 3 redne obroke v dnevu, razen če res nujno potrebno čutiš, da rabiš kak prigrizek, malico vmes, sicer pa tista rednost. Zaradi tega, ker do napihnjenosti, slabega počutja največkrat prihaja, ko ženske skozi nekaj meljemo, ne? Naše telo potrebuje vmes vsaj 3-4 ure pavze med določenimi obroki, ne? In delamo na rednosti teh obrokov, ne? Seveda, da so pravilno uravnoteženi in podobno. Potem, kot sem rekla, recimo se doda določeno prehransko dopolnilo, pogleda se lahko krvna slika, kaj ženski primanjkuje oziroma ali ima česa preveč, kak je hormonsko stanje, in potem se dela tudi na tem. Torej, ali se bojo uvajala še določena živila zraven, ali v tem ni potrebe, oziroma kaj ima ona rada, kaj nima. V primeru recimo izostanka menstruacije zaradi drugih razlogov, kot je hipotalamična amenoreja, ne, to pomeni, kot sem prej omenila, da prihaja do izostanka menstruacij, ker smo premalo jedle, pa mogoče preveč trenirale, ne, pride do energijskega, tistega previsokega deficita. In ko mi premalo jemo, pa telo nima goriva, nima od kje jemati, bo prvo šla reproduktivna funkcija. Za telo to ni nujno, ne? Zato najprej to izgubijo. In potem se začne ta dolg proces vračanja menstrualnega cikla nazaj. In dokler mi telo ne nahranimo dovolj, tako dolgo pač menstruacija se ne bo vrnila. Tako da delamo na tem, da kakšne korake lahko izvedemo, da bo ženska jedla dovolj. Ker te ženske so ponavadi kar precej aktivne, ne? Tudi tako aktivne, ko se mogoče niti ne zavedamo. Cel dan neki opravki, tudi služba mogoče je taka, ki samo hodijo sem pa tja, pa še zraven trening in podobno, ne? Tako da potem tudi gledamo na te zadeve. Pa tukaj velikokrat opažam, da imajo ženske premalo spanca, ker hočejo ogromno stvari naenkrat narediti. V enem dnevu je premalo ur, ne? Ne vem, recimo menopavzo sicer ne delam skoraj nič, ker to ni moja ciljna skupina žensk, ne? Ampak pri menopavzi pa tudi gledamo, da ni hranilnih pomanjkanj, oziroma kakšna hrana se lahko dodaja, tako so, ne vem, tudi razni ti fitoestrogeni, ki so rastlinski estrogeni, da lahko omilijo simptome pri ženskah, ne? In podobno, da se znižajo ti vročinski vplivi, hranilna pomanjkanja, ja, pokrijemo. Ker velikokrat ženske imamo hranilna pomanjkanja, tudi če dovolj jemo. Največ, oziroma ogromno žensk je slabokrvnih tudi, ne? Ja, in potem probate to z nekimi prehranskimi dopolnili dodajati.
ker včasih ne gre čez, mislim, ne gre, pojemo dovolj železa, recimo, pa jih ne absorbira, a ne. Zdaj pa, a se to da zares z urejeno prehrano res urediti in z ničemer drugim, to bi bilo super. Ja, v bistvu slabokrvnost je večslojna. Ja. Tukaj se gre za to, a imamo mi dovolj komponent v telesu, dovolj določenih hranil, ki pomagajo pri absorpciji in transportu železa po telesu. To pomeni, da ni dovolj, da mi jemo samo železo, ne? Ampak da imamo mi prehrano, ki ima dovolj vitamina A, bakra, cinka, B vitaminov, vitamina C, ne? To so vsi ti kofaktorji, ki sodelujejo zraven. In ženska bo velikokrat slabokrvna, pa bo dodajala samo železo v dopolnilo, bo pa pozabila na to, da recimo sploh če je rastlinsko prehrano, vitamina A v aktivni obliki ne dobiva v telo in ji ne bo železo seveda zraslo. Ne? Če gledamo, kako slabokrvnost rešiti z prehrano, je to, da tedensko uživamo jetrca, ne? To recimo danes sem imela za kosilo, pa potem recimo rdeče meso, vitamin C kombiniramo pri vseh obrokih zraven. Gre se pa za to, da so živalski proizvodi, ker tam imajo aktiven vitamin A, ogromno cinka, pa tudi bakra, pa B vitaminov, ne. Recimo rastlinska prehrana primanjkuje B12, to vemo. B12 pa tudi sodeluje pri porabi železa v telesu. To so vsi te, recimo določena prehranska dopolnila imajo te stvari tudi zraven, ampak ne vseh, ne. Teda pa tudi doziranje je potrebno paziti. Najlažje je s prehrano povečevati, če je pa veliko pomanjkanja, pa seveda tudi z dopolnili ali pa infuzijo. Sicer zdravniki nam redko želijo dati ali infuzijo ali zdravila, ne, in pol moramo na svojo pest to skrbeti. Ženska, ki ne je mogoče teh mesnih proizvodov, mora paziti, da res nekako si priskrbi vseeno ta hranila v telo. Ali je to skozi prehransko dopolnilo, ali poje več določenih živil, ki, ne vem, imajo predstopnjo vitamina A, tako so beta-karoteni in to, čeprav tukaj ni nujno, da se bo sploh pretvorilo v vitamin A v telesu. Ne? To je več različnih komponent, več slojev, ki jih potem upoštevamo zraven pri svetovanju okoli prehrane. Če recimo črevesje ne absorbira dovolj, a to lahko, to je zdaj tudi bolj za zdravnika, a ne, ampak glede na to, da je v bistvu črevesje stres in pa spanec, a ne, so v bistvu te trije ključi tega hormonskega ravnovesja, a ne, da je res, ne. In zdaj, če črevesje dobro ne vpija hranilnih snovi, kaj lahko naredimo? To si že razložila sicer, ampak a lahko črevesju tudi na kakšen drugačen način pomagamo? Ja, v bistvu en način, kar se tiče sploh železa, je to, da mogoče pri kakem obroku, ki je poln železa, pojemo manj zelenjave, sploh določenih teh rastlinskih virov, ki vsebuje ogromno recimo oksalatov, fitatov in podobno, zato ker to bi naj potencialno znižalo absorpcijo železa, ker se veže na železo, pa tudi tistem obroku naj bo manj mlečnih izdelkov oziroma naj jih ne bo nekih virov kalcija, ker tudi to bi lahko zmanjšalo absorpcijo. Želimo pa dodati nek vitamin C. Torej, ali je to skozi prehransko dopolnilo, ali pa je to, ne vem, jaz rada dam kivi ali pa papriko, ne, ali pa limonado zraven spiješ. Kaj takega, če gledamo pač naravne vire, ne. Tako da z tega vidika pa to, da gledamo, da ne prihaja do driske ali pa zaprtja. Ker če imamo težave s prebavo, ne, pa konstantna napihnjenost, pa to mi vemo, da določeni mikrobi v črevesju lahko znižujejo samo absorpcijo železa, ker tudi oni jo porabljajo. Super. Všeč mi je, da se toliko veliko da rešiti z res dobro premišljeno prehrano. A ne? Res, bravo. Hvala, da delaš to, kar delaš.
Tako da v bistvu bi te še vprašala, kako pa v bistvu osebno potem skrbiš zase, ko je recimo vsega preveč. Prej si že malo omenila, da enkrat ne telovadiš, pa pol nadoknadiš nekdaj drugič. Ampak vseeno me malo zanima za kulisje tvoje, kako pa ti skrbiš v bistvu zase. V bistvu, tudi jaz sem ful nepopolna glede teh stvari in sem tudi imela pred kratkim obdobje izgorelosti, oziroma ne bi rekla prav čiste izgorelosti, ker tisto je še veliko težje, ampak glih pred stopnjo tega in med tem času sem postala tudi sama slabokrvna. Recimo železo se mi je močno znižalo, tudi ferritin, ki je skladiščeno železo, je bil zelo, zelo nizek. In sedaj popravljam to, kar sem si storila, ne. Ampak recimo, če gledam zadnjih 10 let, razen če dam to na stran, kaj se mi je dogajalo, je to, da res poskusim vsaj 3-krat na teden trenirati. Recimo, jaz sem našla za sebe fitness, ostali mogoče bojo našli ali tek, ali tenis, plavanje, karkoli, samo da smo v gibanju. Pa ne samo to, pač res čim manj sedečega dela. Če delamo za mizo, je fajn, da imamo mogoče opcijo tudi stoječe mize, ne, da rotiramo, oziroma se čim pogosteje vstajamo in hodimo malo okoli. Zaradi tega, ker mi vemo, da tudi če bi vsak dan trenirali, mi z 8-urnim sedenjem lahko izničimo vse pozitivne lastnosti, no, glih tak ni, ampak ogromno pozitivnih lastnosti tistega enega treninga čez dan, ne. Zato pač vsaj 2 sprehoda na dan, ne, jaz imam psa, lahko grem s psom na sprehod, potem hodim spat med 8 in 9 uro, zato da se res naspim, ker jaz potrebujem 9 ur spanca, pač sploh pred menstruacijo. To mi je glavna stvar, zaradi tega, ker opazim, če sem čez dan utrujena, da nisem naspana, potem bi jedla sladko, ne da se mi kuhati, ne da se mi trenirati, ni mi doživeti sploh. Tako da je to ena izmed ključnih stvari za mene, spanec. To pomeni, da imam tudi spalno pa jutranjo rutino, ne, ki sta ključne za to, da mi lahko dobro spimo. Treba je paziti, da tudi ponoči se ne vstajamo prepogosto, da bi hodili lulat, pa da ne vžigamo luči v kopalnici, ko gremo lulat ponoči, ne, ker to lahko v bistvu naš hormonski sistem mede. Potem, kar se tiče prehrane, kot pravim, jetrca, oziroma skozi pazim, da imam kvalitetno prehrano, dovolj beljakovin pri vsakem obroku, pa zelo raznovrstno, ne. Ne bom vsak dan si kuhala riža, ampak bo pač od ajde, prosene kaše, ne vem, različne stvari zraven, ne. Saj sicer včasih ne gre in takrat, ko recimo veš, da ne bo šlo, si poskušaš vsaj en del meal prepati, da imaš nekaj pripravljeno ali v zamrzovalniku ali v hladilniku, da ko prideš domov, da lahko pogreješ, ne. To se mi zdi ena izmed ključnih stvari, ker imamo hiter lifestyle, dosti se dogaja in moramo skrbeti nekako za sebe, ne. Torej, zdaj poskušam tudi si rastlinjak vzpostaviti, da bi imela svojo hrano, čim bolj domače, to je ogromno dela, ne. Ampak ja, da je pri vseh obrokah čim več barv. Poskušam vsaj 3 barve, ampak ponavadi več, ne, da recimo se res zaužije cela mavrica čez dan. Kar se tiče pa stresa, pa pač preden grem spat, pogosto meditiram, dihalne vaje, čim manj uporabljati telefon, zato tudi, ker pač imam na knap s časom, zelo malo sem na Instagramu, čeprav je eno izmed mojih glavnih gonil biznisa to, ne, ampak pač moraš vzeti si prioritete. In jaz sem si postavila tako prioritete, da čim manj nekih motečih dejavnikov okoli mene, ki me pol zavedejo, da imam občutek, da imam premalo časa v dnevu. Ja, to so tiste ključne stvari, pa seveda vzdrževanje dobrih odnosov, ki so ključni, da se mi dobro počutimo, ne. Wow. V Ja, bistvu, kaj opažam, je to, da veliko žensk se ne da na prvo mesto. In potem sploh, ko otroke recimo dobijo, ali pa ko imamo partnerja, se ne damo na prvo mesto. In to je potem velika problematika, ker se ne počutimo pol dobro v svojem telesu, pa nam začnejo padati tiste naše glavne prioritete oziroma, kako bi temu rekli, sistem nam propade na tak način, ne. In če se damo mi na prvo mesto, potem imamo sebe rade, smo si na prvem mestu, lahko komaj začnemo za druge stvari normalno skrbeti.
dokler pa tega ni, pa ne bo šlo. Res je, res je. In tudi, da si moramo tudi priznati, ne, da smo kdaj lahko tudi tečne, pa kaj pol, če smo, sej smo ciklične, a ne, in imamo PMS, ja, ga imamo in super, da ga imamo, a ne. Hvala Bogu, da vemo, kje smo in včasih lahko tudi malo znorimo in tudi to je v redu in si moramo dopustiti. In jaz pravim temu, da je v nas še toliko večja moč lahko, a ne, če si dopustimo, da smo to, kar Ja, smo. samo se je tudi treba zavedati, pa raziskovati, zakaj smo tečne, kaj je v nas, da nas sploh lahko nekaj sproži. Ne? Ker recimo, če delamo dosti na sebe, potem nas ful malo stvari lahko iz tira vrže, pa malokrat smo potem tečne. Ne? Če pa držimo v sebi, pa vedno, ne vem, drugim privolimo, kakorkoli, pa se v nas nabira in potem valjda, da izbruhne na nek način. Ne? Da vemo, zakaj, kaj nam je, in da se skozi usmerjamo vase in pogledamo, kje imamo problem, ker ga potem stokrat lažje in rešimo. In tudi, če je to samo hormonski problem, je še lažje, pa potem, če še s prehrano lahko nekaj rešimo, ne, je pa, mislim, še spet lažje. a Ne? Tako da, čeprav se sliši, da je vse tako težko, a ne? Pa ni. Ja, težko je, dokler se res ne opazujemo, pa opazimo, kaj bi lahko nam pomagalo. Tako recimo pri bolečih menstruacijah, vedno slišimo, ok, magnezij bo pomagal, ne? Ampak kaj pa, če ni tista stvar magnezij? Kaj pa, če je to, ker ne vem, premalo spimo ali pa smo anksiozne ali pa ne vem, imamo zaprtje, ne? Mislim, magnezij tudi pri zaprtju pomaga, ampak lahko pa tudi preprosto samo fermentirane zadeve dodamo v prehrano in nam že to ful podpre telo, ne? In nimamo več bolečih menstruacij. Ampak ja, sej, tukaj je zelo globoka tema. Imam tudi na YouTubu en brezplačen posnetek o bolečih menstruacijah, tudi o PCOS-u, da lahko si tudi to ogledajo, ne? So določene brezplačne vsebine tudi na blogu. Glede slabokrvnosti je ogromno na blogu na nutritionstory.si, moji spletni trgovini. Drugače pa ja, res je potrebno sama sebe raziskovati. In zdravniki nam ponavadi ne bodo preveč pomagali, moramo sami. Ne? Žal je tako. Ja, pa se zna biti to zanimivo raziskovanje same sebe, a ne? No, ravno sem hotela reči puncam, da naj kaj vprašajo, ker zdaj te imamo tukaj na pladnju in evo, prišlo je vprašanje. Kaj pa kakšen nasvet glede o odotno, odotnosti menstruacij? Kako se podpreti? Amenoreja. Ja, amenoreja je lahko izvira, kot sem že rekla, je hipotalamična amenoreja, ne, kot sem rekla, da lahko premalo jemo, preveč se gibamo v tem smislu, ali pa pač kot PCOS ali pa kakšne druge hormonske težave. Da tukaj najprej treba se pogovoriti, odkot bi lahko amenoreja, ki pomeni izostanek menstruacije, sploh izviral, potem pa mi vemo, kako naprej. Torej, ne vem, lahko do amenoreje pride zaradi močno previsoke telesne teže, lahko pride zaradi prenizke telesne teže ali pa večje športne aktivnosti, ne, ker imamo premalo hranil v telesu. In to je treba zdaj razmišljati, zaradi česa bi lahko prišlo do tega. In ko mi vemo vzrok, bomo vedeli tudi, kaj narediti, da se podpremo pri tem. Ja. Teda, če mogoče, Ana, veš, prenizka telesna teža. Ja, mogoče je treba še vedno malo več hranil začeti dodajati v telo, iti se pretestirati, da so kakšna hranilna pomanjkanja, ne, kot je, ne vem, ali je to železo, vitamin D, določeni B vitamini in podobno. Pa tudi, recimo, mogoče bi bilo fajn krvno sliko pogledati, da vidimo, kak so določeni hormoni, ker lahko se dogaja, da sta FSH in LH, no zdaj ne vem, koliko veste, kaj glede tega, prenizka, lahko je, da se vseeno nekaj dobrega z njimi dogaja, ne, lahko je, ne vem, veliko premalo estrogena in podobno, da saj toliko, da vidiš, kje bi lahko bila tista težava. Ne vem, ker tudi je odvisno od starosti, ali že gremo proti menopauzi, ali se bo zgodila prezgodnja menopauza, to se že tudi pri 30 dogaja dandanes, ali pa še prej.
Ali pa to še res, da je še vedno prenizka telesna teža, kljub temu, da je stabilna. Ja, ne vem, ferritin je prenizek. Ferritin, če je 37, je veliko prenizek. Ferritin ne moreš dodajati, ker ferritin pomeni beljakovino, ki skladišči železo, tako da moraš potem z prehrano podpirati telo, da ne bo več te slabokrvnosti, ker mogoče je hemoglobin ok ali pa ni, v vsakem primeru železo je treba povišati. Torej lahko tudi s prehranskimi dopolnili si tu pomagaš. Samo vitamini, minerali, to je ful tak. Če mi ne testiramo ta pravih stvari, pač recimo primer, magnezij pa cink veliko krat testirajo kar tak v serumu, ne? Mi pa moramo testirati recimo v eritrocitih, da res dobimo dejanske vrednosti. Torej, zdaj, če nekdo reče, magnezij imam ok, ja, ampak a si ta pravega testiral, ne? Ferritin vidim, da je testiran, kar je super, ko ponavadi zdravniki tega ne dajo, verjetno si šla na svojo pest, ne? Tako da ja, in zdaj tu spet vprašanje, kaj je znotraj referenci, ker jaz uporabljam veliko strožje, kako bi temu rekli, razpone, ne, tiste referenčne vrednosti, kot pa jih imajo mogoče naši zdravniki. Kristina, meni se je že drugo leto zgodilo. Da ima migrene, a ne, iz prehoda iz zime na pomlad se začnejo migrene pred menstruacijo, en teden, tole pa traja tja do poletja, kako bi se lahko podprla. Drugače imam redne menstruacije, večinoma boleče, stara sem 32 let. Ok, bom zdaj prvi del naslovila, kar se tiče migren. To je lahko izmed večjih razlogov. Recimo najpogostejši razlog za glavobole, ki potem vodijo v migrene, so to, da imamo mi zategnjen hrbet, zategnjen vrat. To pomeni, da sploh če čez zimo, ko se mi manj gibljemo, ne, dosti sedimo, nam lahko zategne kar tu od spodnji del reber gor in to lahko rezultira v migrenah. Tako da to se treba vprašati, koliko se kaj gibamo, koliko se raztegujemo, se mogoče rolčkamo, tisto za hrbet, ko je taki rolček, hodimo na masaže, karkoli. Mogoče to, ali pa da je pojšter, da ti ne paše, torej vzglavnik, na katerem spiš. Če pa gledamo samo prehrano, bi se jaz vprašala, a se takrat začne dogajati kaj drugega s tvojo prehrano. To pomeni, da mogoče se prehrana kaj spremeni, ko vemo, da čez poletje mi ponavadi jemo malo drugačno hrano kot čez zimo, saj večina ljudi je tak, in da mogoče potem opaziš, katero hrano ne ješ ali pa katero hrano ješ, kako bi za to povedala, recimo z migrenami tudi povezujemo pomanjkanje magnezija, B-vitaminov določenih, tudi železa, tako da se vprašaj, kakšne te vire, kot so recimo za železo, ješ manj čez zimo pa več čez poletje. Recimo, to je samo primer. Jaz ne poznam tvojega življenjskega sloga, ne poznam prehrane, ne? Zato pa imamo ponavadi tiste posvete. Tako da to je ta prvi del, torej paziti, kar se tiče gibanja, raztezanja pa prehrane. Če imaš migrene, ki se ti skozi dogajajo, mogoče kakšen kvaliteten B-kompleks z magnezijem jemlješ, pa da vidiš, če je tu kakšna sprememba. Sicer pa, kar se tiče bolečih menstruacij, je pa tukaj več zadev, recimo ena izmed njih je prehrana, torej dodajamo čim več magnezija v prehrano, torej zelena listnata zelenjava, pa potem tudi lahko kako prehransko dopolnilo v tej smeri, omega 3 je tudi raziskana, da znižuje boleče menstruacije, pa potem, da mi si na splošno zagotovimo čez cel menstrualni cikel, da so redni obroki, dovolj veliki, da torej ni tistega prevelikega nihanja krvnega sladkorja, preveč sladkega na tešče, mogoče nekvaliteten zajtrk ali pa da ga sploh ni, imamo, ne vem, samo kavo spijemo pa gremo, take stvari, da se malo uredijo, pa potem, da ko smo tisti 14 dni pred menstruacijo, torej po ovulaciji do menstruacije, da zaužijemo dovolj ogljikovih hidratov, ker lahko se dogaja, da če ženska poje premalo ogljikovih hidratov v tem času, da se spodbujajo migrene oziroma glavoboli. Tudi boleče menstruacije, to sem zdaj hotela reči. V bistvu vse to, ja.
Ana pa sprašuje, če se da s prehranom pa življenjskim slogom naravno dvigati progesteron in pa estrogena, ne? Mi ne moramo samo en hormon dvigovati ali pa spuščati. Vedno so ti hormoni v sinergiji, kar pomeni, da skupaj delujejo, ne? To pomeni, da karkoli boš ti delala s prehrano, gibanje, pa to bo po cel hormonski sistem uravnavalo. Ne samo progesteron. Progesteron se bo naravno dvignil, ko boš ti ovulirala. To pomeni, ko bo prišlo do ovulacije in se bo iz tistega jajčnega folikla, v katerem je bilo tisto jajčece, ki je šlo ven za ovulacijo, tvorilo rumeno telesce, ki mora biti dovolj kvalitetno, da lahko celih 14 dni proizvaja progesteron, takrat se bo te progesteron povišal. Ne bo pa kar tisto tak. Ne? Sicer nekatere ženske si pomagajo z divjim jamom, ampak če boš ti še vedno imela pomanjkanje hranil v telesu oziroma energije zaradi prenizke telesne teže, zaradi prenizkega vnosa hrane, ti ne bo nobeno dopolnilo pomagalo. Ne? Če kortizol blokira proizvodnjo progesterona, je tak v debati znanost, ker ja, res, da se kortizol in progesteron iz istega predkurzorja tvorita, ampak ni rečeno, da zdaj kortizol karkoli krade progesteronu, če je logično. Sicer pa kortizol oziroma na splošno stresni odziv telesa ja, negativno vpliva na signalizacijo med možgani in jajčniki. Mi vemo, da se menstrualni cikel začne v možganih. Ne? In ravno recimo hipotalamična menoreja se imenuje tak, ker se začne v hipotalamusu, to je center v možganih. Tako da je treba v bistvu stres znižati, ampak tudi na tak način, da telesu damo dovolj energije, dovolj hranil. Ne? Na tak način telesu daš neko mirnost in lahko potem normalno signalizacije odpre. Ja. Ja. V glavnem moramo kar skozi mal balanso držati, levo pa desno, da ne pademo, ne? Skozi je treba uravnavati. Sploh pa, jaz sem dostikrat mislila, kako se jaz zdravo prehranjujem, ker zares, ne, tako kot si prej rekla, mavrico na krožniku, pa še lepo zgleda, ne? Pa ni čisto nujno, ne? Včasih treba pogledati, kje smo, pa kaj smo, ne? To, ker recimo nekatere tudi stročnice, recimo fižolčičerika, leča napihnejo, ne? Ampak, če ti telo navajaš počasi na neko hrano, te ne bo pol več napihnilo. Nas pa tiste napihne, predvsem pa nam povzroči vetrove, ko mogoče enkrat na 2 tedna, enkrat na mesec nekaj pojemo, ne. In je spet ful odvisno, ne. Nekateri pa mogoče že imajo original razdražljivo črevesje in tisti pa morajo iti na določena testiranja ali pa tudi sami poskusi z izločevanjem in počasnim dodajanjem določenih hranil nazaj v prehrano. Ampak to so spet zdaj ne individualne težave. Evo, pa so začeli že naši delavci. Ampak imamo še eno vprašanje in Ana ima zelo močne krvavitve in premalo oziroma nič vidne sluzi med ovulacijo, lahko nakazujejo endometriozo. Kako sploh ugotavljate endometriozo, razen operativnega posega? Močne krvavitve, ja, lahko bi dejansko kazale na endometriozo, ampak tega ne moramo vedeti, ker jo ne moreš kar tako diagnosticirati. Ja, potrjuje se z laparoskopijo, torej operativnim posegom, da lahko sploh najdejo ta žarišča. Da v bistvu, ker lahko prihaja do bolečih menstruacij, ja, zaradi endometrioze, adenomioze, kakih drugih stanj, ne, polipov pa to, ampak lahko pa prihaja tudi samo zaradi tega, ker mi ne znamo še v redu našega telesa podpreti med menstrualnim ciklom. In pol moraš ti ugotavljati, okej, ali je to res neka kronična zadeva, kot je endometrioza, ali je nekaj, ki je kar hitro lahko rešljivo z podporo črevesja, pa dodajanjem, ne vem, magnezija, na primer, ne. Tako da ja, endometrioza se potrjuje z operativnim posegom, sicer pa nič vidne sluzi, to pa ne bi mogla zdaj reči ja ali ne, da bi nakazovalo na endometriozo, ker vidna sluz je pogojena z koliko imamo mi recimo estrogena, če tako posplošim, v
koliko se nam dvigne estrogen takrat pred ovulacijo, ne? Sluz je močno s tem povezana. Zdaj pa to je odvisno, a ti ne vidiš sluzi tako na svojih hlačkah oziroma, ko se obrišeš, ali prav ti to testiraš s tem, da greš s prsti zjutraj v nožnico, ne? Ker mora se testirati tako, da greš s prsti v nožnico. To učijo tudi te učiteljice spremljevanja menstrualnega cikla. Ne, to je fajn, da če se obrneš na njih, pa te naučijo, kako se to prav spremlja. Ker ovulacijo ne moramo samo tudi glede na sluz napovedovati, ampak se upošteva tudi potem, oziroma se potrjuje ovulacijo z dvigom telesne temperature, ne? Pa lahko tudi z ovulacijskimi lističi v primeru, da ni PCOS-a. Tako da ja, tukaj bi rekla, močne krvavitve bi lahko bile pogojene, ne, ker prihaja do drugačnega odzivanja naše maternice na naše hormone, nič vidne sluzi pa ni nujno. Mislim, ja, na tak način. No. Pa Kristina je še pozabila dodati, da ima telesno temperaturo, odkar ima probleme z glavoboli, pred menstruacijo čez dan poviša iz moje normalne 36,5 na 37,2. To se zgodi vsak dan, je to normalno, kot pravijo zdravniki, ali je kaj zadaj? Če se poviša, mogoče je glih to zdaj težava, ko sem rekla, nekatere ženske so ful občutljive na nihanje hormonov, pa se jim takrat tik pred menstruacijo izbruhnejo kakšne kronične težave, vem tudi kot glavoboli, ne. Glavobolje sicer bi najbolj povzročilo, da bi padli hormoni, to pomeni, da pride do večje spremembe tudi telesne temperature, pa tako kot hormonov. Tako da, ne vem, jaz samo vem, da recimo mene tudi, ko glava boli, meni tudi telesna temperatura se poviša, pa ne glede na to, v katerem delu menstrualnega cikla sem, ker je pač to neko vnetje, ne. Zdaj pa ne razumem, kaj pomeni, da se zgodi vsak dan, a se to zgodi vsak dan pred menstruacijo? Ne razumem čisto. A se to zgodi samo en dan, pa je s tem mišljeno vsakič pred vsako menstruacijo? Ja, se bo verjetno napisala, ja. Ker drugače po ovulaciji se normalno telesna temperatura poviša in potem pred menstruacijo pade. Kaj glavoboli so vsak dan pred menstruacijo? Mislim, več dni zapored, ali kako je to mišljeno? Ali je en glavobol na mesec? Ker recimo lahko si testiraš tudi vitamin D, sploh če se ti to dogaja čez zimo, ne, ko vemo, da imamo vitamin lahko en teden traja glavobolja. Lahko je to tudi ful povezano s tem, da pred menstruacijo tistih 14 dni so naši ligamenti, naše mišice malo drugačne in če se mi takrat tudi ne dajemo več poudarka na tem, da mi gibljemo svoje telo, pa to res lahko za te zakrčenosti prej pride, pa če ne spimo dovolj, ne, nam lahko to glavobolje povzroči. Recimo, ravno danes sem se z eno pogovarjala, ko ni spala dovolj, seveda je glavobol povzročilo, že 2 tableti danes vzela, pa še kar ni prijelo, ne. Tako da ja, paziti sploh pred menstruacijo, da bo dovolj spanca, pa da krvni sladkor ne bo preveč nihal, da so redni obroki, res sploh pred menstruacijo so redni obroki. Jaz bi pač mogla, Kristina, za tebe prav pogledati v bistvu, kako izgleda tvoja prehrana čez cel menstrualni cikel, kaj se ti dogaja, pa kakšne spremembe se takrat zgodijo glede na letni čas, pa tudi krvno sliko, razna ta pomanjkanja, kot sem omenila, kaj prvo pomisliš, čez zimo lahko manjka vitamina D, ne? Ali pa mogoče tudi magnezija, zaradi tega, ker jemo manj listnate zelenjave in to. Tako da to bi bilo treba malo razmisliti. Ja, potem je pa še Ana, a ne, če je kakšen nasvet, s katerimi dopolnili podpreti telo v enem letu, preden ženska gre v proces zanositve, da si poveča možnost za zanositev folna, kislina, magnezij, cink. Ja. Prehrano narediti čim bolj celostno, z čim manj ultraprocesiranimi živili. Narediti si že pred samo zanositvijo nujno neko stabilno prehransko rutino, zato ker pol, ko pridemo, mislim, ko zanosimo, se lahko hitreje pride do kakšne slabosti te jutranje in težav, če mi nimamo že urejene prehrane.
in želimo pol komaj začeti nekaj urejati, a ne, ker zdaj smo pa noseče, moramo skrbeti za otročka, to moramo že veliko prej poskrbeti, ne. Recimo do te jutranje slabosti pol tudi prihaja, če ženska ni navajena zjutraj jesti, oziroma ni navajena imeti rednih obrokov, ne, in potem ima predolgo mine med obroki in je že slabo. Ne, tako da je fajn, da se te stvari uredijo, pa res poskušaš z celostno prehrano, ne bi zdaj kar šla prvo na dopolnila, prvo prehrano, gibanje, spanje, te temelje urediti, preden se pač odločiš zanositi oziroma poskušati zanositi. Ampak to bi že tako mogel biti življenjski slog, ne. Tako da ne bi se smelo preveč raziskovati to, da želiš zanositi ali pa kako imaš na splošno življenje. Da to tudi je treba malo zdaj iti v sebe pa razmisliti, zakaj bi hotele spremeniti samo neke stvari za to, da bi zanosile, pa bi spet pozabile na to. Ne? Ja, folna kislina se priporoča, ampak jaz raje priporočam metilfolat. Folna kislina je sintetična, laboratorijsko ustvarjena oblika folata, ki se v naravi ne nahaja, ne. Če pa mi vzamemo metilfolat, pa se nahaja tudi v, ne vem, rastlinah, živalih, kakorkoli, v naravi, čeprav je tudi v dopolnilih iz laboratorija, ampak vseeno je oblika, ki jo telo lažje uporabi. Magnezij pa cink pa pač, če mi potrebujemo, to če mi ne potrebujemo, pač ni potrebe dodajati tega. Jaz sem zagovornik tega, da čim manj prehranskih dopolnil, da poskušamo res življenjskim slogom vse urediti, pa potem dodajamo res, kaj samo vidimo, da nam manjka. Ali to vidimo, ker pač določene hrane nimamo radi, ki ima, recimo, kdo ne je toliko zelenjave, mora razmišljati, ja, bom dodajal mogoče magnezij ali pa kak B-kompleks. Če pa imamo mi radi, to pa jemo vse, tudi meso, jetrca, kostno juho, ne vem, vse te zadeve, pa mi ne rabimo skoraj nič dodajati. Tudi ogromno žensk se odloča, da sploh ne bo folne kisline dodajalo, ker pač ve, da skozi prehrano je dobi dovolj. Ja. Tako da res, pač mogoče kako omega-3 edino, ker to pa res ponavadi jemo premalo. Ja. Super je vedeti, da imamo eno tako zakladnico znanja za prehrano, a ne, in za menstruacijo in in sploh, da te lahko najdemo tudi na tvoji spletni strani, a ne. Mislim, res hvala za to obširno znanje, ne, ki si ga delila z nami. In mi je prav v veselje, da se lahko o tem pogovarjamo in da si mogoče pomagala marsikateri danes. Tako da, če imaš še kje kakršnokoli vprašanje, pa če ne, pa jaz sem v bistvu čisto zadovoljna z današnjim Lali na kavi Zoomom, ne. Tako da res še enkrat hvala, da si prišla in da si nam razkazala vse tvoje znanje iz prehrane. Tako da mi je bilo veselje zares. Tako da hvala Hvala tudi za vam. povabilo. Ja, Ja. punce, ki ste prišle in ste spraševali, in uživajte še naprej, pa se vidimo naslednjič na Lali na kavi. Tako da hvala. Čau. Hvala, Dima.